Koga najbolj sovražite? Ljudi, ki gredo na samopostrežno blagajno s polnim vozičkom, vsak izdelek pa skenira na pol butast otrok, ki ga imajo zraven? Mogoče sovražite italijanske državljane, ki ne glede na omejitev vozijo 40 km/h? Mogoče pa sovražite ljudi na televiziji, ki vas sprašujejo o stvareh, ki jih sovražite? Kakorkoli... Pojej se buš. Kakorkoli, če na seznamu stvari, ki bi jih v momentu zažgal, niso bankirji, vam obljubim, da čez nekaj minut bodo. Govorili bomo o DUTB, ki nažalost ne pomeni, dajmo biti te bankirje, ampak Družba za upravljanje terjatev bank. Med ljudmi bolj znana kot slaba banka, kar več kot očitno je. O njej smo govorili konec pomladi, ko smo spoznali švedskega bankirja Torbjörna Mansona. Torbjörn je spet v novicah, ker se je izvedel, da na leto zasluži 363 600 evrov. Kar pomeni 17 jurjev na mesec plus 5 jurjev potnih stroškov plus plačani prispevki in še 50% dodatek. Dodajmo k temu še 71 jurjev, ki jih je poslal nekomu v tujino. Komu? Ne vemo, verjetno svoji ženi, ker 500 000 na leto ni dost. Zakaj pa ne? Pazi, in kaj Torbjörn sploh dela? It relates to some 1.2 million of documents. And if you would pile them up, our pile of papers would be 120 meters high. Tem polizanem pezdetu švedskem dajemo 11 povprečnih plač na mesec, da računa, kako visok bi bil stolp iz dokumentov, ki ga morajo prebrati njegovi podrejeni. Mislite, da jih sam bere? Dajte no mir, se ga vidite. Se mi zdi. Ampak to ni vse, dragi moji. Ne. Po tem segmentu boste pa res zasovražili bankirje. Komisija za preprečevanje korupcije je pregledala vso dokumentacijo glede postopkov in izdanih računov ter ugotovila, da ne utemeljujejo racionalne porabe denarja. Družbenik prvega podjetja na lestvici pa ni nihče drug kot Monson, ki je bil hkrati solastnik družbe Quartz in izvršni direktor slabe banke. Je se tudi reže tako, ja. Slaba banka je v letu in pol svetovalno družbo Quartz zmetala 3,7 milijonov evrov. Solastnik te firme pa je naš Torbjörn. Kaj je še bolj zanimivo? Solastnik firme je postal 8. marca 2013, kar je isti dan, ko so ga izvolili za šefa slabe banke. Ziher je na ključe, ne, 100%. In Torbjörn je torej svetoval samem sebi. Ampak če mu rečete, naj vam to dokaže, oziroma naj dokaže, da njegova firma opravlja kakršnokoli delo, tega ne more storiti. Ampak ta skandinavska torta zdreka ima še eno plast. Del Quartzove ekipe je konec leta 2013 tudi finec Janne Harjumpe. Ovadba navaja, med septembrom in decembrom zasluži dobrih 105 000. Najprej kot zunanji svetovalec, potem kot redno zaposleni vodja upravljanja premoženja na slabi banki. Za Torbjörnovo svetovalno firmo je delal tudi finec Janne Harjumpe, ki je vsega skupaj... A ne cenite, da se trudim izgovarjati prav imena, no? Še enkrat... Janne Harjumpe, ki je vsega skupaj dobil več kot 140 jurjev za delo, ki ga je sploh ni opravil. A vidimo tlele vzorec? In ker je Torbjörn videl, da mu nihče nič ne more, je fin se zaposlil kar direkt v slabi banki in mu dal za skoraj 300 jurjev letno plače. In to za 32-urni delovnik, ker Finci morajo pač po zakonu imeti podaljšan vikend za praskanje jajc v savni, razumeš? In o čem ima ta Janne sploh izkušnje? V prestrukturiranju financ v bivših sovjetskih državah. Ker Slovenija je očitno nekje med sovjetsko državo in banana republiko. In tudi ta teden se je izkazalo, da prijatelja spoznaš v korupciji. Mimogrede, Quartz ni edina svetovalna firma, ki jo je plačala slaba banka. Zolfo Cooper, firma, ki ima sedeže v davčnih oazah, je dobila od DUTB več kot 400 jurjev. In uganili ste, za delo, ki ga nihče ne more dokazati. Zdaj pa dodajmo še en cukrček, da ne Quartz, ne Zolfo Cooper nista bili izbrani na razpisu. Bankirji, sem prepričan, da frendom govorijo, da so pedofili, ker sicer jih ne bi nihče maral. In kaj? Res je, no? In kaj je tukaj najboljše? Saj bi postopki potekali skladno s predpisi in da niso podane okoliščine, ki bi izkazovale nasprotje interesov. To sta ugotovili njihova odvetniška družba in notranja revizija.
Ja, fantje na slabi banki pravijo, da je vse v najlepšem redu, ker so to ugotovili njihovi odvetniki in njihova revizija. Pa koga vi zajebavate, banda krvatarska? To je tako, kot bi Gargamel rekel, da ni pojedel niti enega smrkca in to potrjuje tudi njegov maček Azrael. Ali pa če bi rekli Đurotu, a nisi ti davčni dolžen 250 jurjev? On bi pa rekel, vse je v redu in to tudi Tanja reče, preši. In Angelina. Ok, in kaj na vse to pravi naš Smerarček? Najprej je rekel, da bo vse uredil po naravni poti. Ko pa mu mediji niso dali miru, pa je rekel, da bo od Mramorja zahteval dodatna pojasnila. Miro, tebe bomo začeli počasi klicati teflonski Miro, ker se te nič ne prime. In kako komentira... In kako to komentira Dule? Najprej je rekel, da po njegovem DUTB relativno dobro dela, zdaj pa zahteva, da se plače malo zniža. In to je še en hakelc. Torbjörnu so februarja uradno znižali plačo iz 20 jurjev na 17, ampak nekaj dni predtem so mu plačo za nazaj zvišali na skoraj 37 jurjev. Zato je države dobil več kot 100 000 evrov. Aneksi, ki naj bi znižali plačo, pa so tako mutno napisani, da do znižanja sploh ni prišlo. Kot v šoli, ki te tršica nadere, da spet nimaš naloge, pa je se izlažeš, da ti je pes celo bajto pojedel. In kdo je te anekse sploh podpisal? Še en jeben Šved. Lars Nyberg, ki je en mesec pred ustanovitvijo DUTB odstopil z mesta direktorja največjega švedskega mobilnega operaterja zaradi sumov korupcije. Pa dajte vi meni povedati, kje smo mi to bando dobili, mi lahko poveste. V glavnem, Skandinavci našo vlado tako nategujejo, da je čudno, da Smerar še ni povrgel kakšnega blond stvora. A v slabi banki niso zaposleni samo z usranjimi japi iz severa, ampak tudi naše gore gnil list. Janez Škrube je eden od izvršnih direktorjev. Predtem je bil zaposlen v firmi, ki je v naših bankah opravljala revizije in stresne teste. In dobro vemo, kakšno sranje je nastalo okrog bančne luknje, v katero smo zmetali preveč denarja. Tudi on na mesec dobi več kot 21 jurjev. Da praska jajca, jasno. Ampak dobro, glejte, težava je v sami slabi banki. Po naravi je neodvisna, zato je težko nadzoruješ. Janša si je slabo banko zmislil, Šircelj je našel Skandinavce, Alenka je banko ustanovila, Čufar pa jim je dal pogodbe. Taka agencija mora biti nepolitična, a nekdo jih pa mora po pički. No, pa dajte, lepo vas prosim, ustvarili so pošast, ki ne jebe žive sile, ker se vsi bojijo. Ne računsko sodišče, ne KPK in ne kriminalisti jim ne morejo doživega. Ne, Ankar Han pove zakaj. Imajo oni zelo velike veze po svetu, da lahko pokličejo takšne in drugačne ljudi in da bi lahko s tem naredili škodo Sloveniji. Ok, fajn. Ustanovili smo agencijo, vanjo povabili največjo bankirsko mafijo, ki nam cuza denar, zdaj se jih pa bojimo. Slaba banka je kot Damjan Murko. Ne? Najprej je bil hec, najprej smo se smejali, pa smo ga pa hranili, zdaj pa imamo. In kaj sploh počne slaba banka? Terjatve prodaja prek nepreglednih razpisov, vnaprej izbira kupce, poskuša zaseči delence, delo opravlja brez vizije, podjetja izseljuje stečaje in za konec to, o čemer se govori zadnje dni. Vlada ne uboga, ko ji reče, naj si zmanjša plačo. Je pa jasno, kdo je tle največji frajer. Tele vikingi, dragi moji, ki so očitno nekje prebrali, da smo Slovenci največje budale, kaj jih je ta svet rodil. Hitro so se naučili balkanskih poslov, mi pa jih plačujemo. Narod moj, lažejo vam. Niso problematični imigranti z juga, ampak tisti z severa. Jaz predlagam, da takoj zgradimo zid na meji z Avstrijo in preprečimo vstop teh svetlolasih barab. In ko smo že pri tem, dajmo še en zid okrog parlamenta, da ne bojo te opice poskakale ven. Fuj, banda! Hvala za ogled. Ne pozabi pa tudi na oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22. uri na Planet TV. Hej tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.